Pomlad prinaša široko paleto divjih rastlin, ki niso le okusne, ampak tudi bogate z vitamini in minerali, ki nam po dolgi zimi okrepijo telo. Med najbolj priljubljenimi spomladanskimi rastlinami, ki jih radi nabiramo in jemo, je zagotovo regrat. Pri regratu pravzaprav mene navdihuje to, da je celo leto prisoten, a ne. Večina pomisli, da samo zdajle spomladi, ampak v resnici ga res lahko nabiramo vse leto in tudi vsi deli rastline so užitni. Tako iz zemlje, a ne, iz krtine največkrat poganjajo mladi regrati in te so po okusu najboljši, ampak ravno te grenčine, ki se bojo potem nekoliko okrepile, so zelo zdravilne. Seveda ga največkrat povezujemo z jetri, z nekaj grenkega. Rečemo, da tisto, kar je grenko za naša usta, je sladko za naša jetra, ne. Tako da tudi kasneje v sezoni torej posežimo po regratu. Sicer vedno izpustimo tiste stare liste, ponavadi so te na zunanji strani, medtem ko so na sredini rozete pa vedno mladi listi. Poleg tega bomo pa tudi uporabljali na primer popke od regrata ali pa cvetove, a ne. Iz cvetov je najbolj znan regratov med. Potem bi pa opozorila še na tele cvetne peclje. Tudi te uporabljamo. Na primer Ašič je rekel, da naj bi diabetiki požvečili nekaj stebelc na dan, a ne. Jih takole požvečili, lahko jih potem tudi zaužijemo, so malce grenka, ne. Lahko jih pa žvečimo, da se začnejo toksini izločati iz našega telesa in potem to kar splunemo ven. In potem seveda na koncu korenina, ki pa jo imamo najrajši v tistih dneh, ko nadzemni deli počivajo. To se pravi pozno jeseni, a ne. Včasih je bilo to že v oktobru, danes še v novembru poganja regrat tako zelo, ne, na polno. Tako da ga kopljemo nekje od decembra do februarja najrajši, čeprav tudi, a ne, tako sredi spomladnih dni ni nič narobe, če si bomo včasih skopali kar cel regrat, tako na grobo odčedli korenino regrata in jo kar prežvečili tako mimogrede na sprehodu. Regrat je uporabna rastlina, tako v prehrani kot tudi v zdravilne namene. Liste regrata lahko uživamo v solati, v različnih namazih in pri kuhah. Regratovo korenino lahko spražimo in iz nje pripravimo kavni nadomestek, kot je cikorija. Cvetne popke vlagamo v kis in so lahko nadomestilo za kapre. Poleg zdravilnih grenčin vsebuje še številne vitamine in minerale. Zaradi teh mineralov, mogoče povem, a ne, ga lahko imamo za idealen diuretik, a ne, ker namreč vsebuje kar nekaj kalija. Tisto, kar je pri diuretikih na splošno zelo zaželen mineral, zaradi tega, da ne bi prišlo do nepravilnosti v delovanju ledvic. Potem pa imamo na primer tudi še obilo, vsi poznamo vitamin C in pa druge, na primer karotenoide, barvila in tudi veliko magnezija. Še ena izmed izjemno zdravih in okusnih spomladanskih rastlin je čemaž ali divji česen. Vendar je pri njegovem nabiranju ključnega pomena previdnost, saj ga lahko zamenjamo s strupenim jesenskim podleskom. Kako ga ločimo od ostalih, tudi smrtno nevarnih, vemo, rastlin je, da imamo vedno en list, en pecelj, a ne. Seveda so tukaj pri dnu, a ne, tudi drugi listi in taka bela ovojnica je okrog teh listov, a ne. In tukaj prav kmalu pride že takole, to bo socvetje čemaža, a ne. Ponavadi sta 2 lista, izjemoma tudi 3 listi, takole oviti. Ampak ja, potem nam ostane takole en list, en pecelj.
In to je zelo pomembno, ne? Ker niti šmarnica nima tako, niti podlesek nima tako, pa tudi ne druge, ki bi bile tudi lahko zamenljive. No, tako da pravzaprav, ko vemo en tak znak, ne, pa tudi ko se navadimo tako na teksturo in rastišča čemaža, je pravzaprav čemaž ena taka dost preprosta, ne. Med nabiralci velja za lahko rastlino za prepoznavati, ne. Tako da ni se potrebno je bati, ampak seveda to pa hkrati tudi pomeni, a ne, da smo zelo previdni, kako ga nabiramo, ne. Jaz vedno rečem, po vseh teh letih ga še vedno nabiram list po list, eno rastlino po eno, zaradi tega, da mi ne bi vmes prišel kakšen podlesek. Čemaž začnemo nabirati že takoj, ko pride ven, to se pravi januarja, pokuka ven iz zemlje na kakšnih izpostavljenih, osončenih delih. Kasneje pa potem razvije na primer potem že socvetja in plodove in tudi te z veseljem porabimo. In v času, ko imamo že socvetja in plodove, so pa listi že izčrpani, tako da jih probamo vedno nabrati pred cvetenjem. Svež čemaž je bogat z vitaminom C, eteričnimi olji in drugimi sestavinami, kot so magnezij in žveplo. Pomaga preprečevati procese fermentacije v črevesju in s tem napihnjenost, krče in bolečine. Na splošno krepi telo in pomaga pri razstrupljanju telesa. Čemažu ponekod pravijo tudi medvedji česen. Vsebuje žveplove spojine, ki imajo značilen vonj po česnu in drugih divjih lukih. Se potem v našem telesu pretvarjajo že izven našega telesa. Pravzaprav takoj, ko nasekljamo čemaž, se bo začel pretvarjati v številne druge žveplove spojine in te bojo delovale na številne načine. Zaradi tega je tudi njegovo delovanje torej tako široko, ne. Za začetek lahko rečemo, da čisti kri ali deluje razkužilno, a ne, hkrati pa tudi pomaga za trebušno slinavko, za dobre črevesne bakterije, za na primer prehlade, a ne, in za imunski sistem. Kljub temu, da je čemaž izjemno zdravilna rastlina, še enkrat opozarjamo na veliko previdnost pri njegovem nabiranju, saj lahko pride do nevarne zamenjave s strupenim jesenskim podleskom ali šmarnico. V Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana so v zadnjih 20 letih zaradi zastrupitve zdravili 40 bolnikov, od tega so 4 žal umrli. Pri vseh primerih zastrupitve je bil razlog zamenjava čemaža z jesenskim podleskom. Prvi znaki ob zaužitju strupene rastline se pojavijo že v nekaj urah. To so slabost, bolečine v trebuhu in driska, ki je lahko krvava. Po dnevu ali 2 lahko pride do hudih okvar organov, kot so srce, jetra, ledvice, trebušna slinavka in pljuča. Kasneje se lahko pojavijo tudi okužbe, krvavitve in izguba las. V primeru suma na zastrupitev je nujen takojšen obisk urgentne ambulante, kamor vedno vzamete tudi strupeno rastlino ali vsaj njene ostanke. Da bi preprečili zastrupitve, je ključno natančno prepoznavanje rastlin in nabiranje le tistih, glede katerih smo 100% prepričani.